Živijo in lep pozdrav v imenu članov nevladne organizacije v javnem interesu RAV-MAU, ki že od leta 2009 pravzaprav realiziramo različne programe in projekte, kateri skupni cilj je pravzaprav večati zavedanje sodobne umetnosti kot resonanco družbeno-političnemu dogajanju in hkrati tudi kreirati in spodbujati interdisciplinarni dialog in kritično mišljenje. No, in eden tovrstnih projektov, s katerimi nagovarjamo vse to pravkar povedano in s katerim pravzaprav soustvarjamo našo kulturno atmosfero mestne občine Slovenj Gradec, je zagotovo tudi projekt Koroška demokratična postaja, ki je podprt strani Active Citizen Fund, Liechtenstein, Norveška in Islandija in ki ga izvajamo skupaj z Gimnazijo Slovenj Gradec, z Mozisom, z Mladinskim svetom Slovenj Gradec in nenazadnje tudi z Mladinskim centrom Dravograd. No, naj povem, da gre za pilotni projekt, v sklopu katerega se torej manjka politične participacije, lotevamo z ustvarjanjem stalnega dialoga, z ustvarjanjem foruma, znotraj katerega potem diskutiramo aktualne družbeno-politične teme. No, in tudi te video predstavitve oziroma video pogovori, lahko rečem serija video pogovorov, sodi v ta okvir, torej pod okrilje projekta Koroška demokratična postaja. No, da sem malo bolj konkretna, da boste vedeli, kje ste pravzaprav pristali, naj povem, da gre torej, kot rečeno, za serijo teh pogovorov, znotraj katerih bomo predstavljali različne nevladne organizacije in s tem zvedeli, torej, s čim se ukvarjajo, kakšen je njihov namen, kakšni so cilji, koga nagovarjajo in tudi seveda, kako se lahko vključimo v njihove aktivnosti in seveda podobne teme, ter s tem pravzaprav kreirali en pomen, vlogo društev za nek prosperozen družben razvoj oziroma, če povem preprostejše, lažje bomo razumeli, kaj družba pravzaprav pridobi z nevladnimi organizacijami. Takole, upam, da sem bila dovolj natančna, dovolj konkretna. Začnimo torej z predstavitvami. Z nami je Aleksandra Gantar, predsednica društva Varno aktivne poti. Lep pozdrav in živjo. Lep pozdrav. Upam, da sem vse povedala še enkrat, zdaj se lahko malo predahnem. Društvo Varno aktivnih poti, torej že samo ime pravzaprav veliko pove. Morate razumeti, da sem sama pravzaprav vedno znova vajena, da ko nekomu razlagam, recimo, ker prihajam iz društva RAV-MAU, da je AU kratica za Arte Utile, da je Raum nemška beseda, ker je bilo društvo ustanovljeno v Nemčiji. Torej, veliko besed, da povem pravzaprav že samo, da razložim že samo ime. Pri vašem društvu, torej društvu Varno aktivnih poti, je to nekoliko lažje. Kljub temu pa seveda, s čim se ukvarjate, kakšen je vaš fokus in seveda, zakaj prav Varno aktivne poti. Tako. Pravzaprav smo mi društvo Varno aktivnih poti ustanovili leta 2014 in mu dali tudi takšno ime, s katerim se predstavljamo, in sedaj je društvo Varno aktivnih poti, se ukvarja s trajnostno mobilnostjo. Z društvom želimo doseči promocijo zdravih potovalnih navad pri naših občanih, gremo tudi regijsko. To pomeni, da želimo, da se občani vozijo s kolesi, hodijo peš, ampak da lahko mi to spodbujamo, moramo zagotavljati tudi varno infrastrukturo, ki je med seboj povezana, udobna, in tako občani sami od sebe pač začnejo uporabljati kolo kot svoje prevozno sredstvo in pa pešačiti na bližje razdalje. Tekom let, ko smo se ukvarjali s tem in želeli pač tudi z infrastrukturo, smo z lokalnimi odločevalci nekako nismo mogli skupaj priti. Mi smo vrisali varno infrastrukturo, povezano kolesarsko infrastrukturo, tudi do razpisov smo prišli, na katere se lahko prijavijo občine, ampak odzadaj je še cela dokumentacija projektna, gradbena dovoljenja in veliko dela, za kar pa potem tudi mnoge občine niso pristopile, ker mogoče niti niso imele kadra oziroma v svojih letnih načrtih niso dali financ na te postavke in to ni bilo možno realizirati. In skozi promocijo smo ugotovili, da se največ nahajamo med mladimi. In med mladimi spodbujati trajnostno mobilnost, zdrave potovalne navade je najbolj pomembno, ker starejše bomo težko
zdaj spreobrnili, da bi pa v službo hodili mogoče s kolesom ali z avtobusom ali se vozili skupaj s kom. No in ti mladi so prinesli tudi to, da smo se prijavili na razpis za vodenje mladinskega centra Dravograd. Tako da smo dobili potem dve večji ciljni publiki, oziroma tako, in se zdaj ukvarjamo tako s trajnostno mobilnostjo kot z mladimi. In mlade mi zdaj ozaveščamo o zdravih potovalnih navadah, sodelujejo v naših projektih, v šolah in sami vidijo, da je to res nekaj dobrega. Zraven pa se tudi naučijo nekako voditi projekte, tako da jih aktivno vključujemo v naše delovanje in so tudi aktivni člani Društva varno aktivnih poti. Torej lahko vidijo celoten proces. No, sama si šla zdaj že dokaj v detajle vašega delovanja, mene pa morda čisto uvodoma, da se lahko tudi vsi tisti, ki nama zdaj sledijo, predstavljajo. Pravzaprav ti si ustanovila torej to društvo, no? Če vem pravilno, si tudi predsednica tega društva. Zakaj si torej izbrala ta fokus? Nekaj te je vendarle moglo pritegniti, da nisi recimo začela delovati iz področja vizualne umetnosti recimo ali glasbene umetnosti. Izbrala si fokus, torej varno aktivne poti oziroma trajnostna mobilnost, če sta natančni. Zakaj? To se je zgodilo pri končevanju mojega študija, ki je cestni promet. In takrat sem se jaz delala to diplomsko nalogo o varnosti kolesarjev v Mariboru. In takrat smo naredili celo mrežo kolesarskih poti in posledično po moji diplomi me to res potegnilo v to in sem se tudi zaposlila na društvu Mariborska kolesarska mreža, s katerim sodelujemo še danes. Tako da ja, na tak način sem jaz prišla pol do tega, da bi bilo mogoče smiselno kaj podobnega ustvariti, narediti tudi tukaj na Koroškem. S tem, da leta 2014 še ni bilo toliko govora o kolesarskih površinah in niti ni povezanosti, zato smo se odločili, da zajamemo v to pešce, kolesarje, in pa druge, mogoče invalide in vsi, kateri se premikajo. Prav zato smo dali pač naziv Društvo varno aktivnih poti, da ni se striktno na kolesarje fokusirano, razumem. Omenila si, kdaj ste začeli, pardon, sem preslišala, torej kdaj si ustanovila društvo? 2014. In od 2014 do danes je bržkone vendarle nek napredek. Torej na začetku si dejala, da ni bilo prisotna recimo tovrstna tematika, sploh kot trajnostna mobilnost recimo na Koroškem. Danes opažamo, tudi sami veliko sodelujemo, da je vendarle temu drugače. No, da se je razvoj tudi z vašim delovanjem, tudi prav na osnovi vseh teh vaših impulzov, nenazadnje res spremenil. Tako je, mi smo začeli prav, jaz osebno, Si bila sama, pardon, prekinjam, si začela sama, si imela večjo ekipo? Na začetku smo bili 3 kot ustanovitelji društva. Pardon, ja. Torej ste začeli, ja? Ja, in smo začeli z pisanjem mobilnostnih načrtov za osnovno šolo. In tukaj smo tudi vodstvo osnovnih šol prikazali, kako pomembno je, da otroci hodijo zjutraj v šolo peš ali s skirojem. Jaz sem velika zagovornica skirojev, ne električnih, ampak skirojev, navadnih, da se otroci zjutraj zbudijo in pridejo v šolo bistri. In s tem smo mi tudi šli do vodstva šol, do učiteljev, predstavljali, zakaj so ti mobilnostni načrti tako pomembni. Res je, da imajo vse šole že načrt varnih poti, ampak mi smo jih nadgradili s tem, da smo ozaveščali, zakaj je to tako dobro, da otroci, pa tudi zaposleni učitelji, da prihajajo v službo, v šolo zjutraj na tak trajnostni način. Da ne počneš nekaj samo zato, ker pač vsi to počnejo, ampak da se pravzaprav zavedaš, zakaj to počneš. In potem seveda tudi počneš stvari drugače. Tako, in s tem smo začeli in potem smo delali poligone za skiroje, potem smo bili prisotni, ko smo prvič delali pešbus
na drugi osnovni šoli, ki zdaj vsako leto tudi ga sami delajo. Zdaj imamo pešbuš že na 3 osnovnih šolah, imamo projekt s kolesom, s skirojem ali rolkovo šolo na 2 osnovnih šolah. In res, zadnjič so nas tudi klicali z Ministrstva za infrastrukturo, jih je zanimal naš projekt. Čestitam. Tako da mislim, da smo kar napredni. Tudi Agencija za varnost prometa je vedno prisotna. Na zadnjem dogodku so celo prišli osebno na naš dogodek. To je bil urbani sprehod po Dravogradu, kjer smo vključili ranljive skupine. In ja, mislim, da smo naredili velik korak naprej v tem, da smo vidni, da pomagamo, da ozaveščamo o varnosti v cestnem prometu. In pa mislim, da smo kar letos uspešni glede. Torej, ciljna skupina, si že dejala, so mladi, vendarle pa pravkar smo slišali, vključujete torej tudi različne skupine, sploh kar se tiče, ne vem, sodelujete z različnimi organizacijami, konkretno vladnimi, tako da nekako širite polje ciljne skupine oziroma fokus zgolj iz mladih, no? Tako, skozi leta se pač te odnese. Jaz nikoli ne rečem, da bomo delali samo eno in isto, vedno se nekaj nadgrajuje, vedno se odprejo neka nova vrata, se mogoče ena zaprejo in se pustim, tako smo tudi mi prišli, a ne, recimo kulturno društvo, pa moje z trajnostno mobilnostjo, to na prvi pogled ne bi bilo združljivo, ampak se vidi, kako smo imeli lep projekt to v mestu, Parking Day, in res se da lepo skombinirati potem še z drugimi ustanovami, društvi. Tako da ja, jaz vedno pustim odprte zadeve, nikoli se ne fokusiram samo na eno. Letos smo vključili tudi paraplegike, res smo jih aktivno, tudi pridobili smo enega člana novega, in nam res pomaga pri oblikovanju materialov in je on srečen, ker lahko nekaj doprinese družbi, mi pa tudi, da smo dobili novo okrepitev. No, ko si sama pravkar omenjala, torej povečanje članov, zagotovo vsak novi član, če se morda tudi zdaj kdo sprašuje, kako bi se lahko vključil, je pri vas, bolj ko ne lahko rečem, tako rekoč v vsaki nevladni organizaciji dobrodošel. Morda, da si lahko urišemo vsi skupaj, kako poteka recimo en klasičen dan v Društvu Varno aktivnih poti in seveda na kak način bi se torej lahko vsi potencialni zainteresirani vključili torej v vaše društvo. Kaj bi pravzaprav lahko počeli? Da dobimo neko sliko, kako torej vse skupaj poteka. Pri nas lahko počnejo veliko stvari. Lahko pridejo k nam v mladinski center in koristijo naše prostore za druženje. To lahko vedno naredijo, kljub temu, a so člani ali niso člani. Potem imamo tudi aktivne člane. To so člani, kot sem rekla, za tega novega člana, ki nam aktivno pomaga ali pri promociji, kar je njemu všeč, kar že on v bistvu bi rad delal, pa svojega dela ne more pokazati na kak način. Mi imamo javnost, imamo medije, in se lahko pišejo članki, lahko se oblikuje, lahko se dela promocija, lahko aktivno sodelujejo tudi na dogodkih, vodijo dogodke, res vse povsod jih vključimo, kamor si pa želijo. Jaz sem vedno zagovornica tega, da ne tišim eno delo, ki mu ne diši. Delaj tisto, glede na to, da smo nevladna organizacija in da delamo na način za ljudi, tudi pristopam do naših članov na tak način, da delajo tisto, za kar si želijo delati, kar želijo delati. No, in tam se tudi vidi boljši rezultati, ker delajo z dušom in telesom in porabi mogoče več ur za oblikovanje nekih promocijskih materialov ali taka, ampak na koncu res to podpiram in tako more biti. To bi moglo biti tudi v drugih organizacijah in pa podjetjih, ker spodbuda ljudi, da delajo tisto, kar si želijo, je res, dobimo vsi nekaj od tega. In to je zagotovo tudi eden od družbenih doprinosov, torej omogočate pravzaprav potencialnim članom, tudi prostovoljcem,
pravzaprav jim date torej eno dodano vrednost, se lahko preizkušajo torej tudi v enem drugem nivoju vsakdana, če lahko tako rečem. Na kak način se torej lahko vključijo vsi tisti, ki so morda zainteresirani, ki se vidijo, ki bi si morda želeli postati člani Društva Varno aktivnih poti? Kakšen je torej postopek? Ja. Postopek je ta, da se oglasijo v Mladinskem centru Dravograd. Vsak dan imamo uradne ure, nekje od 10 do 2 ure. Napišejo list o prisotnosti, ga včlanimo, članstvo imamo brezplačno in se malo pogovorimo, kdo bi kaj delal, če so zainteresirani za sodelovanje, kaj bi radi od tega članstva. Res smo odprti, nimamo nekih postavk, zdaj pa, ko si član, dobro, moraš podpirati naše delo in našo poslanstvo. To je pa to. Tako da, ja. No, zdaj veste, torej v Mladinski center Dravograd, tam je Aleksandra Gantar, ki vas bo rade volje sprejela in seveda tudi vključila v Društvo Varno aktivnih poti. Za konec torej te predstavitve, oziroma še dve vprašanji. Najprej me zanima, kakšni so plani za prihodnost. Vem, da ste pravkar zdaj v eni fazi pisanja razpisov, oddajanja razpisov in tudi poročil, glede na to, da je počasi konec leta. Torej, prosim, nekako, kakšna je vizija, kakšni so naslednji koraki, torej za prihodnje leto ali pa morda za 4-letno obdobje, zdaj ne vem. Mogoče, če začnemo s prihodnjim letom, se lahko pohvalim, da smo pravkar pričeli z izvajanjem programa Erasmus+, in to je opolnomočenje mladinskega sektorja v lokalnem okolju. Ta projekt delamo skupaj z javnim zavodom Dravit Dravograd, ampak mi smo tisti glavni izvajalec in pravkar smo dali ven anketo, s katero bomo pridobili želje, potrebe mladih v naši lokalnih skupnosti in pa po krajevnih skupnostih. To je zdaj začetek, v naslednjem letu bomo ta projekt začeli izpeljevati tudi na terenu, po krajevnih skupnostih, med športniki, na občini, na sejah, občinskih sejah in tako probali spromovirati, v glavnem speljati ta naš projekt, da bojo lokalni odločevalci in pa tudi lokalna skupnost videla, kako pomemben je mladinski sektor, kako pomembno je, da mladim pomagamo do prvih stanovanj, do prvih služb, do tega, da imajo povezave, da so mobilni. In vse to želimo pač v naslednjem letu spromovirati, ozaveščati naše odločevalce in pa tudi druge. Ker se mi zdi, da premalo vemo, premalo cenimo mladinski sektor. Mladi pridejo iz šol oziroma se šolajo, so dovzetni, oni hočejo, imajo ideje, ki jih bi radi rešili na vsak način, grejo z glavo skozi zid. Mi smo že mogoče malo utečeni, pa vidiš, koliko problemov imaš, da ti nekaj narediš, recimo to se nam je zgodilo z kolesarsko infrastrukturo, ogromno dela, ogromno pisanja, pogovarjanja, iskanja razpisov, dogovarjanja se z občino, kdo bo vse to naredil. Na koncu, ko smo se mogoče že bili tik pred temu, je se razpis zaprl, so bila sredstva razdeljena in nismo prišli nikamor. V glavnem, mladi delajo takšne stvari in so zainteresirani in to je potrebno jih je spodbujati. Jaz vidim pri nas v Mladinskem centru, koliko imajo energije, koliko dela vložijo v neko, da dosežejo svoj cilj. In prav s tem projektom želimo resnično spromovirati mladinski sektor in povedati, kako je pomemben za trajnostni razvoj občine, ker s tem, ko naredi občina nekaj za mlade izobražene, bo ta kader recimo tudi obdržal. Recimo imam z mladimi, najbolj aktivni mladi pri nas, ponavadi mi ogrejo. Normalno, Mladinski center je neka umestna postaja,
kjer se mladi lahko družijo in potem gredo svojo pot. Pri nas si pridobijo izkušnje in potem gredo. Ampak res je veliko takih, ki bi želeli ostati, pa ne dobijo prve službe in tako gredo s trebuhom za kruhom v večja mesta. Sem pa opazila tudi, ker Mladinski center obstaja že od leta 2008, da se od tisti mladi, ki so že starejša populacija, nad 30, se vračajo nazaj v naš ljubi Dravograd in ustanavljajo podjetja. In ali so to kakšne IT tehnologije, ali so to, ne vem, slaščičarne, s takimi... Pač nerazlične še, Tako, ja. Ampak nerazlične. vendarle imajo neko osnovo, neko podlago, neko pravzaprav kulturno zavest, če tako želimo, ki so jo pridobili torej in preko Mladinskega centra in preko Društva varno aktivnih poti. Delno si mi pravzaprav že odgovorila na zadnje vprašanje, pa temu navkljub vprašam, torej sploh glede na to, da je namen vseh teh video pogovorov pravzaprav predstaviti, približati pomen nevladnih organizacij in kakšen je njihov doprinos, kot sem seveda tudi uvodoma dejala, te seveda zdaj čisto direktno vprašam in nagovarjam. Kakšen je torej družbeni doprinos Društva varno aktivnih poti? Družbeni doprinos vseh nevladnih organizacij je ta, da se brez nas pač ne bi kaj dogajalo. Vsi bi hodili v službe, v šole in domov. Nevladne organizacije delajo nekaj več, da lahko ljudje tudi se kulturno udejstvujejo, da lahko pridejo na dogodke in tako mi delamo dogodke za ljudi, da jih ozaveščamo, da jim povemo, da je lahko v življenju tudi drugačna pot, tudi drugačna mišljenja in to se mi zdi najbolj pomembno pri nevladnih organizacijah, da spodbujamo drugačno mišljenje. Torej dodana vrednost pravzaprav čisto vsakega slehernika znotraj naše družbe. Aleksandra Gantar, morda še kakšen razmislek, še kakšna informacija, ki jo zdaj v teh 20 minutah niso uspeli zajeti? Mogoče kot nevladnik je delati super, ampak je težka pot, ker nikjer te ne jemljejo resno. Lokalni odločevalci imajo svoje mnenje, imajo oni svoje večje projekte, mi pač imamo manjše. In težko razumejo, kako pomembni smo mi za doprinos k družbi. Prav tako veliko ljudi, ki se ne ukvarja recimo z trajnostno mobilnostjo ali pa z mladimi, ne razume, koliko doprinese eno tako društvo in delovanje nekega takega društva, nevladne organizacije v neki lokalni skupnosti. In tu se mi res zdi, da tu se jaz tudi sama cenim, ampak potrebovala sem čas, da pritečejo sredstva, ker na začetku smo vse nevladne organizacije sredstvi bolj... Ja, se dejansko večina dela prostovoljno, no? Mislim, to je tudi pomembno, da se pravzaprav ve. Večina dela v večini nevladnih organizacij se naredi pravzaprav popolnoma na prostovoljni bazi, no? Ampak se zdaj zadnje čase se tudi ugotavlja in vidi, da je veliko nevladnih organizacij, v katerih so zaposleni ljudje in od tega mi živimo. Ampak je res trdo delo, mi se prijavljamo, ne vem, vsako leto res na ogromno razpisov za trajnostno mobilnost, Agencijo za varnost prometa, potem Urad za mladino, na vse občinske lokalne razpise. In to je kar potegne, da mi en dogodek naredimo, ga moraš najprej prijaviti, potem ga izpeljati in na koncu napisati še neko obsežno poročilo in na koncu ti prideš do sredstev, tako da je kar nekajletni proces, da zaživimo tako, kot mogoče živite zdaj vi v RAMAU, pa mi tu v Društvu varno aktivnih poti. Aleksandra Gantar, najlepša hvala resnično za ta pogovor. Upam, da sva znali komu pojasniti, kakšen je torej družbeni doprinos in seveda predvsem hvala, če se ti že zahvaljujem, torej kot rečeno, za res ta družbeni angažma in za neko neusahljiv vir energije, ki ga vedno znova torej vlagaš v svoje delo in seveda posledično torej v našo družbo. Hvala lepa za povabilo. Ja, z veseljem. Seveda pa hvala tudi vam, vidimo se že kmalu tekom naslednje predstavitve nevladnih organizacij, no do takrat pa vam želim, da ste čim bolj aktivni oziroma morda celo bolje rečeno proaktivni in srečno.